Pozdravljeni! Sezona 2019 še ni končana, a določene odgovore na kakšna zanimiva vprašanja že lahko dobimo. In eno izmed teh zanimivih vprašanj je, ali je Scuderia Toro Rosso v sezoni 2019 pokazala izjemno formo. Mnogi sicer trdijo, da pogonski sklop Honda je tisti pogonski sklop, kateri v prihodnosti bo osvajal naslove svetovnega prvaka. Ne rečem, da ne, a vprašanje je drugo, kako s tem pogonskim sklopom si odrezala Scuderia Toro Rosso. Ukolikor na hitro pogledamo rezultate, bi lahko trdili, da odlično, namreč edini izmed tiste druge jakostne skupine so dvakrat stopili na zmagovalni oder, in to enkrat z drugim mestom, enkrat s tretjim. Ampak ali je to dovolj velik pokazatelj, da bi lahko trdili, da je bila sezona 2019 izjemnega pomena za Scuderia Toro Rosso? Poglejmo malce nazaj v zgodovino te ekipe, namreč edine stopničke, ki so jih dosegli predtem, so bile v sezoni 2008, ko je na veliki nagradi Italije Sebastian Vettel zmagal. In takrat so na koncu sezone dosegli 6. mesto. Nato so sledile malce boljše, malce slabše sezone, njihove uvrstitve so se gibale na koncu med 7. in 9. mestom. Zamenjali so tudi ogromno dobaviteljev pogonskih sklopov, tako da nimamo neke konstance, kar se tiče tega parametra pri Scuderii Toro Rosso. A vseeno, danes dirko pred koncem svetovnega prvenstva zasedajo prav tako 6. mesto. Kar na prvi pogled niti ni tako slabo. Težava je le v tem, da pred njimi so predstavniki tovarniške ekipe Renault. In tovarniška ekipa Renault sodi med večja razočaranja sezone 2019. Torej, kako bi lahko trdili, da je Scuderia Toro Rosso v sezoni 2019 pokazala nekaj izjemnega, če so pred njimi predstavniki tovarniške ekipe Renault? In vem, imamo še dirko do konca, to se pravi, Scuderia Toro Rosso bi lahko celo prehitela Renault, a ne zadosti. To je eden izmed pomembnih pokazateljev, kjer se lahko vprašamo, ali je doseganje stopničk pravi pokazatelj za formo ekipe v Formuli 1. Namreč, če pogledamo samo to hibridno dobo, da ne bomo imeli preveč podatkov, lahko vidimo, da v sezone 2014-2015 je bil Williams na 3. mestu med konstruktorji. V eni sezoni so prehiteli Ferrari, v drugi sezoni so prehiteli Red Bull. Izjemna forma v tistih sezonah za ekipo z Grova. Nato v sezoni 2016 je bila Force India na 4. mestu z 2 uvrstitvama na zmagovalni oder, Williams na 5. mestu z 1 uvrstitvijo na zmagovalni oder. Seveda tiste prve 3 ekipe, govorim Ferrari, Mercedes, Red Bull, so tu bile že izven konkurence. Nato je sledila sezona 2017, samo Williams izmed tistih preostalih na zmagovalnem odru, a kaj, Force India na 4. mestu. In lani v sezoni 2018 Force India oziroma Racing Point enkrat na zmagovalnem odru in Renault na 4. mestu. Če sklepamo samo iz teh podatkov, bi lahko rekli, da to doseganje zmagovalnega odra še zdaleč ni pravi pokazatelj, kako dober je bolid. In tudi nekaj drugega, kar je zanimivo, je to, da pri Scuderii Toro Rosso do sedaj so dosegli 83 točk, bistveno več kot lani. Lani so jih dosegli 33 in 50 točk več, v konstruktorskem smislu je kar velik skok naprej. Ampak s pogonskim sklopom Honda in menjalnikom, ki jim ga daje Red Bull, bi po mojem osebnem mnenju morali doseči boljši rezultat. Namreč nekje bi bilo za pričakovati, da bi krepko presegli tisto mejo 100 točk. Nekaj, kar še niso dosegli v svoji zgodovini, govorim o tem sistemu točkovanja, in menim, da zaimenovati sezono 2019 kot izjemno za Scuderio Toro Rosso bi bil to lahko eden izmed pravih pokazateljev. Sicer res imamo še dirko do konca in lahko bojo presegli mejo 100 točk, lahko bojo tudi prehiteli Renault, a za malo, kar ne bo bistveno spremenilo situacije, ki jo vidimo sedaj. Če bojo dosegli malce nad 100 točk, bi lahko rekli, da pričakovano bi bilo tam okrog 140-130 točk, da bi lahko rekli, da je bila njihova sezona nekje solidna.
S pogonskim sklopom Honda, kateri je bil sposoben zmagovati in to na 3 dirkah z Maxom Verstappenom, bi sam pričakoval od Scuderie Toro Rosso boljše rezultate. Seveda, imeli so težave, tudi naprimer dosti točk so pustili na raznih dirkah. Spomnimo se samo, da je Daniil Kvyat tisti, ki je v zadnjih ovinkih kar 2 dirk zapravil lepe priložnosti. A po drugi strani, kar sem jih primerjal z Renaultom, tudi pri Renaultu so bili z obema bolidoma na veliki nagradi Japonske diskvalificirani. To se pravi, imeli so pri obeh ekipah kar nekaj težav. In prav z teh pokazateljev lahko sklepamo 2 zadevi. Prvič, sezona 2019 za Scuderio Toro Rosso je bila dobra, a daleč od tega, da bi bila izjemna. Recimo, da je bila solidna. In točka številka 2. Pri Hondi so naredili velik korak naprej. Imajo še dosti poti pred seboj. Videli smo s to menjavo pogonskih sklopov, da imajo še ogromno dela, a smer je prava. A kljub vsemu bi lahko trdili, da je pogonski sklop Renault še zmeraj v njihovi bližini. Na nekaterih progah je eden malce pred drugim, a vseeno ni tako velike razlike, kot trdijo mnogi strokovni komentatorji. Oziroma, vsaj to je moje mnenje. Hvala za vašo pozornost ter nasvidenje.